Upamo, da niste pozabili. Stanko Stepišnik je tisti gospodarski minister, ki je ob imenovanju najboljše slovenske vlade vseh časov napovedal: V letu dni bo Slovenija prehitela Švico. Od tedaj je minilo 7 mesecev. Kako daleč smo s prehitevanjem Švice, presodite sami. Kaže pa, da se je vedno nasmejani gospodarski minister za zdaj osredotočil na to, da bi za začetek njegova firma Emo prehitela družbo Cepter. V ta namen je Ministrstvo za gospodarstvo, ki ga vodi Stanko Stepišnik, firmi Emo, ki je v lasti Stanka Stepišnika, dodelilo 350 tisoč evrov pomoči. Nevoščljivci so zagnali vik in krik, kajti zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da državni organ ne sme poslovno sodelovati z družbami, ki so v več kot 5% lasti funkcionarja tega organa. Nekateri so celo pričakovali, da bo ukrepala Klemenčičeva komisija za preprečevanje korupcije. To pa se ni zgodilo, kajti Komisija za preprečevanje korupcije je na Uradu za miroslovje dosegla uveljavitev novih, fleksibilnejših meril ocenjevanja. Izkazalo se je namreč, da so stara merila vse preveč toga in zato neprimerna za družbo, ki temelji na predpostavki o več resnicah, iz katere nujno izhaja tudi zakon o različnih pravicah. Z uporabo novih meril je Klemenčičeva komisija za preprečevanje korupcije v prej omenjenem primeru ugotovila, da ni prišlo do nikakršne zlorabe. Minister Stepišnik se je namreč izločil iz odločanja o tem, ali naj se Stepišnikovi firmi dodeli razvojna pomoč. Torej je vse čisto, prosojno in transparentno. Seveda pa nekateri vsej transparentnosti navkljub še vedno delajo nepotrebne primerjave. Kolumnist Bernard Nežmah denimo vleče na dan zaposlitev hčerke nekdanjega premierja Janeza Janše v podjetju Plinovodi. Nežmah pri tem pozablja, da se Janez Janša ni izločil iz komisije, ki je odločala o zaposlitvi njegove hčere. Janša bo zdaj seveda trdil, da se ni mogel izločiti iz komisije, katere član sploh ni bil. A to so prazni izgovori. Saj kdo mu je pa kriv, da ni bil član in se ni mogel izločiti? Ko smo že pri Janši, naj omenimo, da se proti njemu pripravlja nova obtožnica. Skupina Facebookovih vstajnikov je Janeza Janšo prijavila organom pregona zaradi izbrisa velikega števila njihovih pripadnikov. Kot dokaz so priložili sliko množičnega protesta, ki je potekal lani v takrat še Kanglerjevem Mariboru. Ob njej pa še sliko letošnjega protesta, kjer je, kot sami vidite, število protestnikov zdesetkano. Politični analitiki pripisujejo krivdo za osip Janezu Janši. Ta, kot vemo, ni več na oblasti, zato so Facebookovi protestniki v hudi zadregi, saj ne vedo, proti komu bi pravzaprav morali protestirati. Zanimalo nas je tudi, kaj o razlogih za upadanje števila vstajnikov meni mariborski župan Andrej Frištravec, vendar ta na naše vprašanje žal ni želel odgovoriti.